Ja, krave so mi všeč, ker so take lepe živali, tudi telički so zelo luštkani. Približno 30 jih molzamo, tam 20 je pa še telic in telet. Najboljša hrana se mi zdi hrana, ki jo pridelaš doma, saj veš, kako je pridelana, kaj si uporabil za gnojenje. Če pa hrana pride iz nekje daleč, pa tega ne veš in tudi veliko transporta je. Veliko časa hrana, ki stoji, se lahko vmes tudi pokvari. Ponavadi pa zaradi tega uporabljajo bolj škodljive gnojila, da se to ne pokvari. Mleko, ki ga dajo naše krave, je zelo zdravo, nima dodanih hranil. Je polnomastno, se ne dodajo ali pa odvzemajo maščobe. Tisto, ki ga pa kupimo v trgovini, je pa ponavadi manj maščobe notri. Ne veš, kaj tiste krave jejo, koliko je to zdravo. Iz mleka nastane tudi maslo, ki je pa tudi del slovenskega tradicionalnega zajtrka. Maslo je pravzaprav maščoba iz mleka, ki se združi skupaj, voda pa odteče. V bistvu je čisto enostavno. Vzameš smetano iz mleka, jo stepeš, dokler se ne strdi, daš v cedilo, odcediš vodo. Maslo, ki ga imaš na cedilu, preliješ s hladno vodo, daš v model, da se strdi in potem ga tako namažeš na kruh.